Bogu hvala, da tudi danes nas ni pustil same in da ne je poslal svojega služabnika, gospoda Primoža. Tako da, evo, vabim gospoda Primoža, da nas nagovori. Hvala Jezus. Smo v času velikega delovanja Svetega Duha. In ta se je pokazal še posebej teh dneh po papežu Frančišku, ko je obiskal Manilo in ko je obiskal Filipine. Se mi zdi, da se dogaja prav po njem ta binkočni čudež v vsej naši cerkvi. Stvari, ki so se dogajale zdaj na Filipinih, stvari, ki se dogajajo v Rimu, ki se dogajajo drugod po svetu, da človek je res, tako rekli, poslanc ne Kristusu, pa tudi Svetega Duha. Zato tako preseneča, zato je tako svoboden. Zato je prav posod, kjer pride tisti kot ogenj, kot zažigana vrvica, ki vžiga ogenj. In še posebej je bil v teh dneh pozoren na mlade. Ste slišali, verjetno smo slišali, da se je zbralo več kot 6 milijonov, 7 milijonov ljudi pri Sveti Maši. Največja Sveta Maša v zgodovini. In posebno se v tem, da si papež Frančišek sploh ne želi množice. Prejšnji papež Janez Pavel II je to zelo znal organizirati tudi pri nas in tako naprej. Ampak ta papež pa sam pride, spregovori, ampak in kar je še najhujše, jaz imam tukaj papirje, imam to, kar je on govoril in kar sem mu pripravil v Vatikanu. Tisto, kar sem mu pripravil v Vatikanu vrlo stran, je govoril iz svojega srca. Zato je ta papež tako velik, ker je res pravi pastir, lahko rečemo, on je žrtnik sveta, pravi pastir sveta. In smo lahko veseli, ponosni, celo prav tako Italijani bi rekli orgoljozo, da imamo res takega Božjega svetnika med nami. In tako kot v Postojni, tako so mu dali tudi trije mladi, so mu dali vprašanja. In najprej bila ena punca, ki se imenuje Jun. Tako je papež spregovoril o mladih, je rekel, ko bo prišel naslednji papež, v Manilo bo gotovo več žensk prisotnih. Pravi, potrebna je prav ta, da smo preveč maskilisti in pustimo premalo prostora ženskam in te imajo drugačne očesa od moških. Ženske postavljajo vprašanja, ki jih moški ne znamo razumeti. In pravi, bodite pozorni, kaj je rekla ta Jun. In mi postavljajo temeljnih vprašanj, težkih vprašanj. Zakaj otroci trpijo? In zanimivo, ni mogla priti do konca, se je zjokala. In papež pravi, Jun je postavila edino vprašanje, ki nima odgovora. To vprašanje nima odgovora. In niso dovolj besed, potrebne so solze. In papež se je zahvalil tej Jun za pogum njene izkušnje. In pravi, to vprašanje nima odgovora. Edino lahko joče ob njih. In potem nekaj razumeti.
če se ob tem vprašanju zjočemo. Kajti, ko srce je sposobno postaviti vprašanje in jokati ob tem, lahko nekaj razumemo. In tukaj ni isto, kot če vzameš takvih in daš tiste 2 evra revežu. Snoči so me prišli od 11 klicati ti brezdomci. Imate kakšno deko? So nam pokradli deke. Pa je bilo minus, pa je bilo 0 ponovno. Zdaj se šel pobrskati povsod gor, da smo dobili nekaj dek za te naše brezdomce. Sej tudi to je lepo, pravi papež. Ampak to ni dovolj. Če bi Jezus to delal, bi 3-4 ljudem pomagal, ampak bi tukaj ostalo. Jezus se ne vedo več. Danes, pravi, nam manjka jok. Jočejo tisti, ki so v grobu družbe. Jočejo tisti, ki so razočarani. Jočejo tisti, ki jih nihče ne vidi, brezposelni. Jočejo bolniki. Medtem, ko danes ljudje ne znajo joka. Je prepovedano joka. Pravi, nekatere stvari se v življenju vidijo samo z joko. Zato nas papež povabi. A si se naučil jokati? Čutim drugim. Čutim z zapuščenim otrokom. Čutim z drogiranim. Čutim z otrokom, ki nima hiše. Čutim z otrokom, ki so ga izkoristili. Kakšen je moj jok, pravi papež? Ne smemo pozabiti, da je ta punca, ko je rekla to vprašanje, zajokala. In zato je postavil v središče Jezusa. Jezus je jokal za mrtvega prijatelja nad Lazarjem. Jezus je jokal skupaj z ženo, ki je pokopala svojega edinega sina. Tukaj je peljala naprej. Pravi, in prav, če se ne bomo naučili jokati, ne bomo pravi kristijani. Prav to je naš izziv. In to je tudi odgovor na vprašanje, to, ki ga postavlja ta punca Jun. Bodite pogumni, pravi, ne bojte se jokati. In se mi zdi, da je to zelo veliko vprašanje. Da znam jokati vsemi bolečinami. V soboto sem obiskoval družine. Se je našla ena mama, ki je šla po hišah in spraševala in se šel od hiše do hiše. Tukaj blizu Kopra. Po eni hiši otrok, ki gre ta teden na operacijo z eno ledvico, mu bodo odrezali. Drugi otrok tudi z eno težko operacijo, vse jih mazili. Potem mlad fant, 17 let star, bo šel, mu bodo odrezali debelo črevo in naredili vrečko. To je drugi bolečin. Znam jokati. Jezus nas vabi proti temu. In papež kot veliki, njegov prijatelj nas uči tega, da bi znali jokati s bolečinami današnjega časa. S tolikimi demencami, s tolikimi depresijami, s tolikimi nesmisli, s črnogledostmi, s tolikimi nerazumevanjem družini, s tolikimi življenji, ki ne vedo, kam bi šli. In zato se mi zdi, da je to sporočilo iz Manile za nas izrednega pomena. Sveti Duh nas uči prav tega, da znamo jokati. In kaj pomeni jokati z drugim? To je bistvo sočutja, simpatije, da sotrpimo z drugim, da se uživimo v njihovo bolečino, da smo jim blizu. To je ena najlepših lastnosti ljubezni, da si blizu, kot drugi trpi. Ne mora stopiti njegovo bolečino, ker jo trpi samo on, sam si mu blizu. In Sveti Duh nas približa tem ljudem, ki umirajo bližnji, ki izgubijo svoje otroke, ki izgubijo svoje življenjske cilje in podobno. Ne nazadnje, tudi da bi znali zajokati z našo slovensko realnostjo in stanje, ki je tako huda. Da bi znali zajokati, ali pa tudi tukaj z našo, na obali, s to brezciljnostjo, s temi mladimi, ki se utapljajo, ki ne vidijo naprej, s temi mladimi, ki ustvarjajo te poskusne zakone, ki živijo kar tako, s to živalskostjo, ki nima
enega cilja, enega duha, ene strumnosti, ki bi se odprla svobodi Svetega Duha. Prav to je krik in bolečina na otrok. Ne nazadnje, največja bolečina pa to, da tem otrokom ne damo vere. Z eno mamo smo se prej pogovarjali. Njihova mama jim ni dala vere. Pravi, naš oče pa nas je učil moliti. Vse tudi sam ni znal, ampak učil nas je moliti, Sveti Angel. In nismo znali in potem smo šli prepisovati, vsi skupaj smo se učili Sveti Angel. Tu so nas bolečine. Pa bolečine, da niso otroci ljubljeni. Da jim nihče ne pokaže nebeškega očeta, ki so vedno sprejeti. To je bila ta prvi sklop tih vprašanj, ki jih je postavil. So postavili mladi in ta jung, ta pogumno dekle iz Manile. Drugo vprašanje je prišlo od strani Leandro Santosa. To je bilo drugačno vprašanje. Ampak je bilo vprašanje, kaj ne naredimo ob vseh teh mass media, ob vseh teh časopisih, ob vseh teh televizijskih stvareh, kaj sploh ne še verujemo, kaj ne še delamo. In papež je rekel, veste kaj, zdaj o tem se ne bomo pogovarjali, ampak vi ne smete biti muzejski mladi, ampak boste mladi, ki so modri. Prav to je hotel reči. Mladi, ki znajo gledati na življenje, ne pa da delajo muzej, se pravi, kar vsi drugi delajo tudi jaz. Ali pa da jih nič ne zanima, da so ukleščeni. Ne, je rekel, bodite nekaj drugega. In kakšna je modrost? Kakšna je modrost? Pravi. Modrost je to, da se naučite ljubiti. Da se naučite življenja. In to je, če hočeš živeti, moraš ljubiti. In to je najboljša informacija, če je nekaj postavljeno z odnosom in z ljubeznijo. In potem je papež postavil 3 stvari. Najprej mora biti pamet, potem mora biti srce in tretja stvar mora biti roke. 3 stvari. In ko so ti 3 jeziki skupaj, človek resnično spozna in resnično tudi to uresniči. Se pravi, misliti to, kar čutimo in to tudi narediti. Pogosto je problem pri naši veri. Nekateri samo mislijo in razmišljajo in pridige poslušajo vse to, pa ostane tam. Nekateri samo čutijo in so v navdušenju in ostane samo to. Papež pravi 3 stvari. Misli, čuti in to tudi narediti. Ne tisto pojutrišnji, ne, narediti. Te 3 stvari morajo se skupaj združiti. In potem je papež šel naprej. Pravi, resnična ljubezen je, da se pustimo ljubiti. Danes je veliko ljudi, ki znajo ljubiti, ampak to ni dovolj. Treba se pustiti ljubiti od njega. Odpreti se te ljubezni. In prav ta povezava je izredno pomembna. Da so mnoge mame, ki naredijo vse doma, vsem pomagajo. Ampak ko je treba, da jim njim pomaga, mame, tako je pa težko. In pravi, prav tukaj se moramo mi naučiti tega, da se pustimo ljubiti. Bog nas preseneča in nas ljubi, ampak mi se moramo pustiti. In zlasti v tej ljubezni moramo pustiti presenečenja. Ljubezni je treba pustiti presenečenja. Da te tam nagovori, da ti on nekaj reče. To pri presenečenih časih se zgodijo tudi napake. Ampak, če smo v ta pravem duhu, bodo te napake popravljene. Recimo, papež je prav spregovoril o svetem Mateju. On je bil pri tistih vizah, je bil carinik in tako naprej. Ampak, ko je prišel Jezus, kaj? Se pustil preseneti. Nekdo ga je bolj ljubil kot vsi drugi do sedaj. In pustil se je preseneti. In ker je bil nagovorjen o tej ljubezni, kaj? Je naročil po drugih ženi, da pripravi kosilo, da pripravi, bodo ti ljudje prišli. Zakaj? Odkril je ljubezen, ki je bila najgloblja v njegovem življenju. In zato ni bil več najbolj važen denar, ni bilo važen zaslužek,
ampak je bilo važno, da je bil ljubljen. Pusti se presenetiti od Božje ljubezni. In to se moramo pustiti povsod. Še posebej takrat, ko najmanj misliš, takrat, ko si najbolj na tleh, takrat, ko si najbolj bogi, takrat pride na roka in te stoji ob strani. Danes so mnogi iztira, ker pač se je podal tečaj med frankom in švicarskim frankom in evrom. Morda ste slišali. Nekateri, ki so šparali tog časa, je bilo vse uničeno. Ogromno, 20-30 tisoč evrov so izgubili v enem dnevu. Ljudje, ki so imeli stanovanje zaradi tega, lejte, tle se gre za reveže, to ni za bogataše. Ampak pustimo, tudi to se bo mogoče rešiti. Dajmo v Božje roke. Se ti zgodi ta stvar, daj v Božje roke. Pusti se preseneti. Ali pa odej na otroka, odej na soseda, ti bo nekaj rekel, ti nisi nikoli čutil. Ljubezen prav se pusti preseneti. Pustiti se preseneti od Božje ljubezni. Gotovo, da nas te presenečenja včasih spravijo tudi v krizo, ker nam preoči. Kaj pa je stalo? Ampak prav to, ta presenečenja, ta ljubezen nas dela žive. In rekel, te mladi, ne smete biti mladi iz muzeja. In mi smo velikokrat kristjani iz muzeja, ampak postati modri kristjani, ki znajo porabljati vse te stvari. Ker modrost je zmeraj povezana. Modrost je povezana. V umetnosti je modra barva najdražja barva. Se pravi, pamet, srce in roke. Vse te tri stvari morajo delovati in potem postane življenje učinkovito. In tudi vera postane učinkovita. Da niso samo misli, da niso samo čustva, pa tudi, da ni samo služenje, samo karitas. Vse mora. No in še tretje vprašanje, ki ga je Riki postavil. Pravi, mi veliko delamo, načrtujemo. Sveti oče, pomagajte nam, da bomo lahko delali s temi našimi skupinami. Blagoslovite te stvari. Rekel papež, nič tam blagoslov. Ko je prišel bogati mladenič, je ko veliko delaš, ampak eno ti manjka. In prav to pravi, to je zelo pomembno. Ne samo, da delate za druge, kot sem že prej rekel, ampak da se od drugih tudi učite. Pravi, in zdaj je čas, da se mi začnemo od drugih učiti. Da se začnemo učiti od ubogih. Da če služite ubogih, da morate pustiti, da vas bodo ubogi tudi obogatili. Če delaš nekaj, moraš pustiti, da ti tudi drugi, da te drugi obogati. Še več, naučite se, da vas evangelizirajo ubogi. Kako oni živijo svojo vero. Ali znamo biti res ubogi v tem evangelskem smislu? A se pustimo, da nas drugi obogatijo, da nas obogati en otrok, da nas obogati en starejši človek, da nas obogati en brezdomec z ulice, da nas obogati en človek v bolnici. Prav to pravi papež. Naučiti se moramo, da nas bodo drugi obogatili. In tisti, ki jih ponovadi sploh ne jemljemo resno. In zato je papež postavil začel prav na Filipinih leto ubogih. In to je tudi za cerkev zelo pomembno, da znamo odkriti uboge. Vse ljudi, ki potrebujejo pomoč drugih, ki so v Bogu. Bogi so v Bogu. In tudi, če nimajo materialnih vrednot, ali pa če nimajo kakšnih stvari, je pa druge. In nas lahko bogatimo. In mi jim lahko damo. Najhujše je biti bogataš, kot bogati mladenič. Tisti ni rabil nič zase. Tisti je imel vse. Biti tako ponižen, da potrebuješ tudi pomoč od drugega. In potem si lahko velik. In
pravi sveti Pavel, da je Jezus postal Bog za nas, da bi mi o Boga teli. Prav zakaj? Ker ga lahko sprejmemo kot Boga. In Jezus se naredi Bog pri vsaki sveti Euharistiji. Da ga lahko sprejmemo v njegovem telesu. Jezus se naredi Bog, da prebiva v vsakem revežu. Da prebiva v naši skupnosti. Vse rekel, kjer sta 23 zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. In na zadnje, Jezus se naredi Bog, ko potrpi. Jaz mislim, da je to največje božje. Potrpeti z drugim. In nas čaka, daj bomo prišli nazaj. To je v bistvu potrpljenje nebeškega očeta. Ker večje od te stvari pa ni na svetu. Potrpljenje, ki ima nebeški oče z nami. Pa tudi, če gremo na severni pol, pa če gremo v globino zemlje, Bog nas bo čakal, zmeraj nas bo čakal. In tukaj je to veselje vsega duha, ki lahko skrajša te razdalje, da rečemo, oče me čaka, Bog me čaka. Vedno sem dobrodošel, vedno sem doma. Lahko še tako zagruzim, lahko še tako naredim narobe, lahko sem še tako bolan ali pa razočaran, lahko se mi vse poruši, Bog me čaka. In prav pravi, prav to je najbolj važno, da se mu pustimo, da nas nagovori in da nas postavi za svoje ljubezni. Se mi zdi, da je bil papež čudovit, če bi brali tisto, kar je hotel, tisto prigo, ki je hotel narediti, zaspali, medtem ko to, kar je to spregovoril svojega srca, ali tako navdušujoče in tako lepo, da lahko rečem, res Bogu hvala za to sporočilo, za ta dar svetega duha.